Eksponentna funkcija je ena izmed funkcij, ki si jo v sklopu srednje šole pogledamo. Eksponent je tisti del pri potenci, ne, če si malo pogledamo, če imamo potenco, recimo, da je takole potenca 3/5, potem je tale petka eksponent. In pravzaprav eksponentna funkcija pomeni, da je spremenljivka v eksponentu. To pomeni, da bi funkcija bila takšne oblike, ne, f od x. Kot osnovo imamo številko, na primer 5 ali pa 4, 3, 2, 1, neko pozitivno realno število, 1 niti ne bi bilo najbolj pametno. Potem je pa v eksponentu, se pravi mali x nad petko, tu je pa naša spremenljivka in tukaj noter se bojo vrednosti spreminjale, a ne. Zdaj pa, če bi si predstavljali takole, ne, 5/1 je 5, 5/2 je 25. To je funkcija, ki hitro narašča, a ne. In eksponentna rast, zdajle v tem času mogoče slišite, so primeri korone, s koronavirusom, kar hude okužbe in rastejo hitro, ne, če bi šlo eksponentno, bi bilo, nevarno za nas. Tako, eksponentna funkcija se dostikrat uporablja v kaki ekonomiji, eksponentna rast je odlična, sploh če vam raste ta denar, a ne, na banki. Drugače pa recimo bakterije se eksponentno hitro delijo, to pomeni najprej 1, potem sta iz te 1 2, potem sta iz teh 2 4 in tako naprej, a ne. No, pa definirajmo zdaj eksponentno funkcijo. Eksponentno funkcijo definiramo kot predpis, in sicer f od x je a na x. Zdaj pa imamo dve taki zahtevi, oziroma bolj kot ne samo eno, da je ta naša osnova element pozitivnih realnih števil. To pomeni, da a ne sme biti številka -3 na primer, a ne, ampak mora biti ena taka lepa pozitivna številka, a ne, dobre volje, se pravi pozitivna. Okej, dobro. Najlažje si bomo eksponentno funkcijo predstavljali z grafom. Zato pojdimo na graf eksponentne funkcije. Ker še pravzaprav nič kaj ne vemo o naših grafih, a ne, si bomo poskusili graf kar tabelirati. Potem bomo pa malo premislili, če bi bila funkcija zvezna ali ne, pa jo dopolnili in narisali. Imamo dva primera za narisati, prvi primer bo f od x je 2 na x. Tabeliranje funkcije izgleda takole, damo tabelico, vzamemo tukajle x, ki si ga bomo sami izbrali, tukaj pa bomo izračunali, koliko bi ta f od x prišel. No, ker nismo imeli nobene druge omejitve kot to, da je a pozitivno realno število, lahko za x praktično izberemo karkoli. In ker bomo zdaj mi to tabelirali, bomo izbrali recimo takole 5 točk, -2, -1, 0, 1, 2, pa dajmo še 3, ne, kot v to smer ni tako težko računati, pa bo potem v redu. No, če računamo vrednost funkcije v neki točki, potem moramo namesto vsakega x-a vstaviti tisto vrednost. Kadar računamo vrednost v -2, moramo izračunati f od -2. To pomeni 2 ostane, ker je v funkciji, namesto x-a damo pa -2. Pri eksponentni funkciji in potem naprej tudi pri eksponentni enačbi bo treba malce ponoviti potence, a ne. Tako da si poglejte mogoče, če ste pozabili potence, še potence. To je potenca z negativna cela, to pomeni, da damo v ulomek 1 ulomljeno z 2 na kvadrat, kar je 1/4. In napišemo tule 1/4. Gremo naprej. Kaj pa zdaj f od -1? Na podoben način, namesto vsakega x-a vstavimo -1, to je 2 na -1, to je 1 ulomljeno z 2 na 1, kar ne pišemo, ne, in dobimo 1 polovica.
Potem imamo f na nič, 2 na nič, katerakoli vrednost, ki jo damo na nič, je 1. F od 1 je 2 na 1, kar je 2. In mislim, da naslednje dve pa že lahko malo na pamet, ne. Tu bi dobili 2 na kvadrat, to pomeni 4. Tu bi pa dobili 2 na 3, zdaj pa pazite, to je 2 krat 2 krat 2, torej 8. Takole, tole bom zdaj pobrisala in poskusimo narisati to našo funkcijo. Takole. Narišete koordinatni sistem, označite osi x in y. Vsaka vrstica v tabeli predstavlja eno točko, ki jo bomo narisali na graf. Prva je -2, 1/4. 1/4, če bi dali v kalkulator oziroma da si predstavljate, to je zdaj pol na pol, ne, je 1/4 oziroma 0,25. Zdaj, glejte, tukaj so grafi, 1 centimeter je pravzaprav zelo malo, zato lahko nad -2 si približno zamislimo, kje bi bilo pol, potem gremo še pa pol dol, ne, takole nekje bi bila recimo 1/4. Potem imamo -1, 1/2, se pravi pri -1 bo pa pol, to bomo pa že lažje zadeli, sploh če imate tisti mali karo, a ne. Potem imamo 0, 1, ta je super, ker je točno na določeni točki. Potem imamo 1, 2, to je tule. Potem imamo 2, 4, to je tule. In potem imamo 3, 8. 3, 8, to je pa šlo iz grafa dol, tule nekje bo verjetno, ne. Tako, če imate prostor, narišete, če ne, pa ne. Zdaj, eksponentna funkcija je zvezna funkcija, to pomeni, da bodo točke zvezne in da ne bo nekih pretiranih odskokov, a ne. Če bi recimo pogledali, koliko je 2 na 1/2, bi videli, da je nekje med tole vrednostjo. In če bi povlekli zdaj črto med točkami, ki jih že imamo narisane, bi takole šlo malo bolj počasi in čez vse te točke, potem pa kar strmo navzgor. Kaj se pa zdaj zgodi naprej od te točke, ki si je nismo izračunali, ne? Ja. Najprej, a bi sploh lahko dobili kdaj nič? Ja, zdaj zelo težko, ne. Večje, ko imamo številke, višje gre, ne, tako da bo naraščala. Manjše, ko imamo pa številke, na primer -2, bo pa vedno ulomek, bo 1 ulomljeno z, na primer, če bi bilo na -100, 2 na -100, ne, bo 1 ulomljeno z 2 na 100. 2 na 100 je velika številka, tako, ne vem, če je 2 na 10 je 1024, 2 na 100 lahko date v kalkulator, ampak mislim, da gre samo do 2 na 70. Če imate take bolj slabe mašine, tako kot jaz. Se pravi, to bo neka ogromna številka, ampak še vedno ta rezultat ne bo ne negativen, ne bo šel čez ničlo. To pa pomeni, da je nekako malo omejena ta naša funkcija. In sicer omejena je s tole našo osjo, osjo x. Vodoravno, ne bo te črte graf ne bo nikoli prečkal. In zato ima graf na x osi, jaz bom zdaj naredila s polno črto, vendar se to ponavadi naredi s črtkano črto, ne. Bom jaz takole malo počrtkala, takole, vi pa s črtkano ravno črto. Vodoravno črto na x osi. Takole. Ja, dobro sem se znašla, ne? Dobro, no, evo, in imamo vodoravno črto, ki je graf nikoli ne prečka. Taki črti, ki omejuje graf in predvideva, kako se bo dogajale stvari v neskončnosti, rečemo asimptota. Torej, tole je vodoravna asimptota.
In to je navidezna črta, ki nam pojasni obnašanje grafa, ga do neke mere omejuje, a ne. In kadar gre graf v neskončno, se tej črti približuje. Zdaj pa poglejte, tule imamo to točko. Da bi narisali celoten graf, gremo vedno tik ob asimptoti skozi prvo izračunano točko in potem naprej v smeri, ki nam jo nakaže ta graf. In čestitke, to je naš prvi graf eksponentne funkcije. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!